Gasilska brigada Ljubljana ob 100-letnici delovanja ob sodelovanju s televizijo Planet svetuje 100 nasvetov za 100 let. Tokrat svetujemo, kako ravnati v primeru požara v kuhinji. Velikokrat se nam zgodi, da postavimo hrano na štedilnik, gremo na telefon, vzamemo v roke sesalec ali pa mogoče celo zaspimo zraven. Vseeno moramo ostati pozorni, da je hrana še vedno na prižganem štedilniku. Če opazimo, da se je hrana na štedilniku prismodila, varno pristopimo, ugasnemo štedilnik, počakamo, da se hrana ohladi in posodo varno odstavimo. Če opazimo, da se nam hrana že smodi na štedilniku in je vidljivost še dobra, da dima ni preveč, odstavite posodo s štedilnika, ugasnete štedilnik, odprete okno, da se bo stanovanje prezračilo in zapustite stanovanje. Ukolikor je dima v prostoru preveč, da smo bili prepozni, je potrebno zapustiti stanovanje, zapreti vrata za seboj in seveda poklicati 112. Vkolikor pride do pregretja olja in se z olja že močno kadi, ugasni štedilnik in odstavi posodo štedilnika. Vkolikor je olje že preveč segreto in je začelo goreti, mu moramo odvzeti kisik. To najlažje storimo, da posodo pokrijemo z dovolj veliko pokrovko ali z mokro krpo. Ukolikor imamo na štedilniku olje, ki gori, ga nikakor ne prenašamo po stanovanju, ga ne iznašamo na balkon. Lahko se nam zgodi, da se nam premakne pokrovka in ogenj ponovno vzbuhne, s tem pa lahko nastanejo ogromne in zelo težke opekline. Gorečega olja nikoli ne gasimo z vodo, kajti če olje gasimo z vodo, pride do maščobne eksplozije, zraven pa lahko zagorijo tudi ostali kuhinjski elementi. Če se je ogenj po prostoru razširil, čim prej zapustimo prostor, pregledamo, če je prostor prazen in zapustimo objekt. Ob zapustitvi objekta bodimo pozorni na zapiranje vrat. S tem preprečimo nadaljnje širjenje toplote in dima po objektu. Ko zapustimo objekt, pokličemo številko 112. Kaj storiti v primeru, če pride do požara v kuhinji? Pokliči 112. Povej, kdo si. Povej, kaj se je zgodilo. Povej lokacijo nezgode. Povej, v katerem nadstropju gori. Povej, ali se v stanovanju nahaja kakšna oseba. Ne odloži telefona, dokler ti tega operater ne dovoli. Bodi motivacija ostalim očividcem, da pristopijo in pomagajo.